Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, v tokratni oddaji Aktualno, res o aktualnem. V tem tednu mineva 80 let od smrti velikega Slovenca, velikega politika, dr. Antona Korošca, rojenega v Biserjanah v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, in s tem namenom smo obiskali tole občino in pogovor bo tekel z Francem Čušem, profesorjem zgodovine. Franc, lepo zdrav. Lepo pozdravljeni. Veliki poznavalec seveda rojakov, lepo število rojakov, znanih rojakov, verjetno tako majhen kraj ne razpolaga s toliko velikimi imeni, ki so zaznamovali slovensko zgodovino, kot prav Sveti Jurij ob Ščavnici, pa vendar vaše kulturno društvo za zaščito naravne in kulturne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici je pripravilo kar številne dejavnosti, upočasitev tega, ne nazadnje bova govorila tudi o simpoziju, ki ga je pripravila Univerza v Mariboru, na temo seveda obletnice oziroma 80 let smrti mineva od smrti dr. Antona Korošca. Velik človek, upam si trditi, čeprav nisem poznavalec, da verjetno največji, zagotovo slovenski politik pred drugo svetovno vojno, pa bi se dalo primerjati tudi sedaj v povojnem času, toliko pomembnih funkcij opravljal in pustil tudi bogato zapuščino. Lepo pozdravljeni še enkrat, hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Res je, v ponedeljek 14. decembra je minilo 80 let od smrti dr. Antona Korošca, kot ste ga sami opisali, najpomembnejšega slovenskega politika v času pred drugo svetovno vojno, pa bi lahko z zagotovostjo trdili tudi enega največjih politikov, kar jih je kdaj imel slovenski narod. Res živel je v prelomnih časih in znal je nekako se prilagoditi tedanjim zgodovinskim in političnim razmeram in pa izrabiti ta čas ne zase, ampak za slovenski narod, ki je prešel neko stopnico v zgodovinskem razvoju, ki je potem na dolgi rok leta 1991 dosegel tisto, kar so sanje bistvo vsakega naroda, to je samostojno državo Slovenijo. In letos praznujemo tudi, ali pa se spominjamo 30-letnice teh odločilnih dogodkov, trenutkov, ki so dosegli vrhunec plebiscitom 23. decembra leta 1990 in tega plebiscita vsekakor ne bi bilo, vsaj v takšni obliki ne, če ne bi bilo dogodkov, ki jih je sokreiral in soustvarjal dr. Anton Korošec, pa naj si bo to pred Prvo svetovno vojno ali v času med samo Prvo svetovno vojno, ko je 30. maja leta 1917 v Dunajskem parlamentu prebral znamenito Majniško deklaracijo, v kateri je rekel odločni slovenski ne takšni monarhiji, kot je bila Habsburška monarhija v tistem času, ki ni priznavala Slovencev enakih kulturnih, gospodarskih, političnih ali kakršnikoli drugih pravic, kot so jih imeli drugi narodi znotraj monarhije, in je potem iskal Korošec skupaj s svojimi somišljeniki neko novo pot, ki več na koncu ni bila znotraj te Habsburško-lotarinške monarhije, ampak skupaj z drugimi južnoslovanskimi narodi, kakor tudi kasneje v tako imenovani prvi jugoslovanski državi, v kateri je Korošec opravljal številne pomembne in odgovorne funkcije, vse do svoje smrti leta 1940, ko je torej 14. decembra umrl. In v bistvu že to dejstvo, da je umrl hkrati kot predsednik senata, zgornjega doma parlamenta, hkrati pa je opravljal tudi funkcijo prosvetnega ministra, priča dejstvo o njegovi političnem vplivu, ne samo med Slovenci, ampak nasploh v prvi jugoslovanski državi. Ko ste dejali, Franci, da je seveda bil za to, da se naredijo narodnostne meje, po prvi svetovni vojni so se začele ustvarjati na podlagi narodnosti, države formirati, razpadla je velika Avstro-Ogrska monarhija. Potem je bil za to, da se združijo seveda narodi Jugoslavije, kasneje še skupaj, prvo v državo, potem v kraljevino, ampak zanimivo, da je potem v sami kraljevini pa je tudi bil nekako z slovensko ljudsko stranko, ta je dobila, mislim, da se nekje prebral, 2/3 na volitvah svoj čas, kar je danes nepojmljivo, je pa bil proti seveda takšni
oblasti, kot jo je potem proti začetku druge svetovne vojne že se formirala oziroma delovala takratna kraljevina Jugoslavije. Z diktaturo, z samo enim narodom v ospredju. Zdaj, če se najprej vrnem malo v čas Majniške deklaracije in konca Prve svetovne vojne, je vsekakor potrebno vedeti, da na Slovenskem obstajata dva koncepta. En koncept je bil tako imenovani avstrijski oziroma habsburški, katerega je nekako zagovarjal dr. Ivan Šušteršič, ki je takrat bil formalno na čelu najmočnejše politične stranke na Slovenskem, Slovenske ljudske stranke. In pa drugi je bil Koroščev koncept, lahko bi rekli tudi štajerski koncept, ki je pa bil projugoslovanski koncept. In Korošec je nekako predstavljal ta neko neformalno opozicijo znotraj Slovenske ljudske stranke, ki je videla prihodnost slovenskega naroda izven habsburškega okvirja. Čeprav v Majniški deklaraciji se še vedno omenja ta habsburško-lotarinški okvir, najverjetneje tudi iz taktičnih razlogov, namreč smo še vedno sredi vojne in bi se najverjetneje zgodilo, da bi nekoga, ki je zagovarjal prihodnost slovenskega naroda in tudi drugih južnoslovanskih narodov izven habsburškega okvirja, smatrali kot protidržavni element. Sicer sprva ta Majniška deklaracija ni imela nekega večjega odmeva na slovenskih tleh, vendar potem, ko je umrl nekako tista oseba, ki je posebljala Slovensko ljudsko stranko in krščansko gibanje na Slovenskem, dr. Janez Evangelist Krek, na katerem je Anton Korošec imel v bistvu politični nagovor, hkrati pa je to Majniško deklaracijo podprl tudi ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič, je ta Majniška deklaracija dobila vseslovenski narodni okvir, katerega so Slovenci ta program podprli v obliki podpisov, peticije in podpisale približno 320 tisoč Slovenk in Slovencev po zadnjih podatkih. S čimer je dobil Anton Korošec plebiscitarno podporo njegovi ideji, da Slovenci več ne bodo živeli znotraj habsburške monarhije. Zdaj, kljub Wilsonovim 14 točkam, ki so išle že januarja leta 1918, ki je govoril o tem v 10. točki, da se avstro-ogrskim narodom prizna samouprava, ni bilo verjeti, da bodo vele sile upoštevale želje in interese majhnih narodov. Kljub temu, da je 29. oktobra leta 1918 Narodno vijeće v Zagrebu razglasilo državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je povezala južnoslovane Avstro-Ogrske v eno politično državno tvorbo, na čelu katere je bil ravno dr. Anton Korošec, ni bilo za verjeti, da bo ta država dobila mednarodno priznanje. Zdaj, ob koncu vojne se seveda ni veljalo naslanjati ne na Nemce, ne na Mađare, ne na Italijane, ki so imeli vsak po svoje interese, teritorijalne interese na račun slovenskega naroda, zato je bilo potrebno iskati novo povezavo. In kdo drug je bil bolj kot prikladen kot srbska stran, ki je med Prvo svetovno vojno bila na strani antantnih držav in je torej iz vojne išla kot država zmagovalka. In še preden je bila razglašena ta država SHS, je Anton Korošec že zapustil Slovenijo in odšel najprej na Dunaj. Tam se je sestal s cesarjem Karlom, ki je bil nekako že soočen z dejstvom, da so monarhiji šteti dnevi. In tukaj se je zgodila tudi ena epizoda, ki sicer zgodovinsko ni potrjena, ko je ob tej priliki avdience cesar Karel prepričeval Antona Korošca, da pa vendarle slovenski narod ne bo zapustil monarhije, saj velja za enega najzvestejših cesarjevih narodov. Nenazadnje je Slovenska ljudska stranka pred Prvo svetovno vojno imela tisto glavno geslo vse za dom, vero in cesarja, pa ga je Anton Korošec zavrnil z besedami Oer majestet, es ist zu spät, vaše veličanstvo, prepozno je, kar je pomenilo jasni ne, Slovenci več nočemo živeti v tej monarhiji, želimo iti na svoje, želimo iti neko svojo pot, izkazalo se je potem skupaj z drugimi južnoslovanskimi narodi.
Iz Dunaja je potem odpotoval v Ženevo na pogajanja s srbsko kraljevo vlado, ki se meseca novembra že združila s kraljevino Črnogoro v kraljevino Srbijo. Tam se je sestal z srbskim predsednikom kraljeve vlade Nikolom Pašićem. Prišlo je do tako imenovanega podpisa Ženevske deklaracije, kjer je v bistvu v samem dokumentu, če ga beremo, so uresničene slovenske narodne težnje po neki enakopravni, federativno urejeni državi, kjer bomo imeli neko dvojno oblast, na eni strani te države, nepriznane države SHS, na drugi strani kraljevine Srbije. Ampak tukaj se Korošec prvič sooči z grenkobo srbske politike, ki ni držala svojega podpisa, svoje besede, ampak Nikola Pašić zelo hitro po podpisu te Ženevske deklaracije odpotuje v Pariz, poda odstopno izjavo, odstopi kot predsednik vlade in to pomeni, da ta Ženevska deklaracija ne stopi v veljavo. Korošec potuje za srbskimi politike v Pariz, kjer pride do zavlačevanja, kjer srbska politika igra eno drugo vlogo, namreč željo tako imenovanih prečanskih Srbov, to je tako imenovanih avstro-ogrskih Srbov iz območja, iz ozemlja današnje Bosne, Hercegovine, Hrvaške, Vojvodine, ki za vsako ceno se želijo združiti s Srbi v eno državo. In diplomacija poteka tudi na drugem nivoju, to je med tako imenovanimi prečanskimi Srbi, zastopani v Narodnem vijeću v Zagrebu, katere je vodil Svetozar Pribičević in pa seveda Beogradu. In 1. decembra leta 1918 potem delegacija Narodnega vijeća iz Zagreba pripotuje v Beogradu, kjer v Vili Kecmanović potem pride do podpisa oziroma razglasitve prve jugoslovanske države, ki je takrat nosila ime Kraljevina Srbo, Hrvatov in Slovencev, medtem ko pa tedanji dejanski politični vodja tako imenovanih avstro-ogrskih južnih Slovanov si še vedno prizadeva, da se vrne iz Pariza domov, ne v Ljubljano, ampak v Beograd, kamor se vrne potem, mislim, da tam nekje 3. 4. decembra, ko je v bistvu ta združitev že bila izpeljana. Zdaj, v tisti prvi fazi, ko pride do združitve, je najverjetneje po vsej tej pozdružitveni euforiji tudi Korošec verjel v to enotnost južnoslovanskih narodov, ki bi se naj nekako združili. Mogoče tudi, zdaj težko govorim, v en narod, ampak soočen z realnostjo je zelo hitro ugotovil, da temu tako ne bo možno in je potem kljub temu, da je v tej prvi kraljevi vladi, katero je sestavil Stojan Protić, opravljal funkcijo podpredsednika vlade, se k temu se še lahko kasneje vrnemo, kako pomembna je bila ta funkcija za slovenski narod, pa še posebej za Slovence v tem delu Slovenije, je potem nekako pristopil k temu avtonomistično-federalističnemu programu, kjer je zagovarjal ideje narodne avtonomije in pa narodne avtonomije in pa državne samostojnosti oziroma samouprave znotraj države. Da bi Slovenci pač dobili tu visoko mero samostojnosti in ta program je v bistvu potem zagovarjal vse do smrti leta 1940, mogoče z enim majhnim presledkom leta 1927, ko se je Slovenska ljudska stranka nekako iz opozicije ponovno vrnila v vlado in je Anton Korošec potem leta 1928 za 157 dni prevzel vodenje kraljeve vlade kot edini nesrb v celotni prvi jugoslovanski državi. Tudi kasneje se je zelo intenzivno vrnil k temu avtonomističnemu programu v začetku 30. let po kraljevi diktaturi, ko je napisal tako, oziroma ko je bil v ozadju tako imenovane slovenske deklaracije. Namreč ne smemo pozabiti, da ob koncu vojne ta Majniška deklaracija ali pa to gibanje, deklaracijsko gibanje pomeni tako imenovano jugoslovansko gibanje. V začetku 30. let, na prehodu iz leta 32 v 33, pa dobimo potem novo slovensko deklaracijo, tako imenovane ljubljanske punktacije, kjer pa že govorimo o slovenski državi. Franci, takole, ko vas poslušam, ko sem tudi malce prebiral, bil avtoriteta, politična absolutna, ampak se mi zdi, da so ga Srbi ravno zato
tudi spustili na takšne funkcije oziroma mu dali te funkcije, da so mislili, da bo malce oblažil zadevo, kar se tiče avtonomije Slovenije, ki jo zagovarjajo ves čas, ne, visoke funkcije opravljal, predsednik vlade v tistem nekem obdobju, podpredsednik vlade, minister za, mislim, da za vse, kar je možno, vse, kar je možno, ne, ministerska mesta. Morda so ga ravno na ta način, da so ga v Beogradu morda imeli za to, da je manj bil v stiku z Ljubljano, z Slovenijo, pa da so verjetno poskušali tudi, da bi malce zminimalizirali preko njega to zahtevo po samostojni Sloveniji. Zdaj, temu po večjem federalizmu. Temu njegovemu visokemu političnemu položaju v Beogradu velja pripisati več dejstev. Prvo kot prvo, s tem, ko je on prebral Majniško deklaracijo v Dunajskem parlamentu, je bil postavljen v bistvu na čelo ne samo slovenskih, ampak vseh južnoslovanskih poslancev v Dunajskem parlamentu. In s tem politični vodja tega dela južnoslovanskega ozemlja, ki se je v obliki države SHS združil s Kraljevino Srbijo. To je prvo dejstvo. Drugo dejstvo, bil je na čelu politične stranke, ki je na Slovenskem imela večino časa približno dvotretjinsko volilno podporo. Tega danes nobena politična stranka na Slovenskem niti sanjati ne more. Hkrati pa moramo poznati tudi dejstvo, da ženske niso imele volilne podpore. Ravno med ženskim delom prebivalstva je Anton Korošec užival zelo veliko podporo in pa zelo velike simpatije. Temu dejstvu pritrjuje tudi to dejstvo, da med temi 320.000 podpisi za Majniško deklaracijo večino podpisov prispevalo ženski del prebivalstva. Moški najverjetneje tudi iz taktičnih razlogov niso upali, ker so se bali, da bodo poklicani na fronto ali pa so že bili na fronti. Tako da Majniško to deklaracijsko gibanje lahko imenujemo tudi prvo in mogoče celo v zgodovini slovenskega naroda največje žensko gibanje na Slovenskem. To je eno izmed teh dejstev. In pa še tretji razlog, tukaj je položaj hrvaškega dela te trojedine monarhije. Namreč ti spori med srbskim pa hrvaškim delom prebivalstva so stalno bili prisotni in naprimer do leta 1924 v beograjskem parlamentu skoraj da ni bilo hrvaških poslancev. Namreč večina hrvaškega volilnega telesa je tedaj podpirala tako imenovano hrvaško republikansko seljaško stranko Stjepana Radića, ki je imela že v samem programu republikanski program, torej je bila proti monarhiji, čemur pa seveda dinastija Karađorđevićev na čelu z Aleksandrom ni pristala. Šele kasneje, ko so Hrvatje opustili ta republikanski program, so prišli v Beograd. Zdaj, kako so bili napeti ti odnosi med Srbi in Hrvati, priča to streljanje v beograjskem parlamentu 20. junija leta 1928, ko je Puniša Račić, srpski radikal, streljal na hrvaške poslance, med katerimi je tudi 4 smrtno ranil, med njimi tudi Stjepana Radića. In takrat je Jugoslavija bila na robu državljanske vojne in takrat se je kralj Aleksander, ki je bil najvplivnejša politična osebnost v državi, odločil in podelil mandat za sestavo vlade ravno Antonu Korošcu, ki je hkrati takrat bil tudi notranji minister, da bi nekako pomiril te strasti, predvsem med hrvaškim pa srbskim prebivalstvom. Korošec v reševanju tega konflikta ni bil uspešen, zato je konec leta 1928 vrnil mandat in temu je potem sledila šestojanuarska diktatura kralja Aleksandra. In ta konflikt med srbskim pa hrvaškim delom prebivalstva se je potem nadaljeval tudi v naslednje desetletje in leta 1934, ko je bil kralj Aleksander ubit v atentatu v Marseju, je v ozadju te zarote bila tudi prisotna hrvaška stran, poleg tako imenovanih makedonskih revolucionarov, pa seveda zunanjih elementov, predvsem Madžarske in pa Italije. Sicer v tem času v začetku 30. let je Anton Korošec bil tako imenovani politični internaciji, Vrnačka Banja, Tuzla, na koncu na Hvaru, ampak ko pripeljejo krsto s posmrtnimi ostanki kralja Aleksandra v splitsko pristanišče, pod narekovajem se Anton Korošec že vrača iz Hvara proti Beogradu in naprimer je že prisoten na pogrebu
kaj je že to, na Oplencu, kjer je grobnica te srbske kraljeve dinastije, je tam prisoten in že naslednje leto potem začne spet zasedati pomembne politične položaje in je eden najvplivnejših nadalje politikov v tej prvi jugoslovanski državi. Naprimer v spominski sobi, ki je urejena v njegovi rojstni hiši, imamo tudi fotografije in albume, kjer je potem Anton Korošec v družbi kraljice Marije, kneza Pavla, prestolonaslednika Petra, potem generala Živkoviča, potem prvega ministra Cvetkoviča in tako dalje. Tako da je res zasedal pomembne funkcije v Beogradu in je imel potem tudi zelo velike zasluge, da je tik pred začetkom druge svetovne vojne prišlo do podpisa hrvaško-srpskega sporazuma, to je tako imenovani sporazum Cvetković-Maček, posledica katerega je bila ustanovitev Hrvaške Banovine, in podobno je bilo predvideno tudi za Slovence, da se oblikuje slovenska Banovina. Ampak tukaj ni bil tako velik problem, ker že potem, ko so se ustanavljale Banovine po 6. januarski diktaturi, je za celotno slovensko zemlje, ki je bilo vključeno v prvo jugoslovansko državo, bila ustanovljena Dravska Banovina. In tako da bistvo že od začetka 30. let je slovensko narodno ozemlje znotraj Jugoslavije združeno pod eno upravo. Franci, preden bova šla še k simpoziju, ki ste ga seveda aktivno sodelovali, v katerem ste sodelovali Univerza Maribor, hipotetično vprašanje, malce provokativno. Umrl je dr. Anton Korošec leta 40. Če ne bi, kako bi on gledal na razvoj, razpad Jugoslavije leta 41 kot takšne? Kaj bi bilo z njim, zopet provokativno, kaj bi bilo z njim po drugi svetovni vojni oziroma po revoluciji na tleh nekdanje Jugoslavije? Zdaj, seveda, to je zelo tako delikatno vprašanje, ki temelji samo na nekih hipotezah, ki pa nimajo nobene znanstvene potrditve. Dejstvo je, da je umrl na predvečer napada sil osi na Jugoslavijo. Druga svetovna vojna v Evropi je takrat že bila na vrhuncu, se že odvijala. Zdaj, ideološko gledano, je pripadal temu katoliškemu konzervativnemu krogu. Ampak tudi ta krog je bil soudeležen pri ustanovitvi Osvobodilne fronte v Sloveniji. Točno tako. Temu se, če še imamo čas, še pa tudi lahko vrnemo, pa Kocbeko in tako dalje, ker je to ena druga zgodba. Zdaj, kakšno je bilo Koroščevo prepričanje? Danes nekateri avtorji mu celo očitajo antisemitizem, zaradi tega, ker kot minister za prosveto je sprejemal tudi določene odloke oziroma podpisoval zakone, ki so se tikali šolstva, ki je res konec 30. let omejeval ali pa onemogočal šolanje židovskim otrokom. Ampak zdaj ni to opravičilo njegovo, ker je to neopravičljivo dejstvo, ampak to je bilo v duhu tedanjega časa, ki ni bil samo v Nemčiji, Italiji, ampak nasplošno v celotni Evropi. Druga zadeva, zdaj, da bi on bil antisemitist, to ne, mogoče to bolj izvira iz nekega tega krščanskega prepričanja tedanje Evrope. Je bil zavzeti antibolševik. To je videl je, torej največji ideološki nasprotnik mu je bil bolševizem. In potem lažje razumemo, zakaj po drugi svetovni vojni tako odklonilen odnos do Korošca in pa njegove ideje povojne oblasti. To je dejstvo, tudi številni povojni politični voditelji so se znašli v zaporih pred drugo svetovno vojno, tudi v času, ko je bil Anton Korošec notranji minister in to je bilo v njegovi pristojnosti. Zdaj, nekateri mu očitajo tudi, da je paktiral z Nemci oziroma nacizmom. To bi težko verjeli. Med drugim je tudi nek dunajski časopis zapisal, da se bojte Korošca, namreč Korošec je Slovence in druge južne Slovane speljal iz monarhije, nemške ali pa avstro-ogrske monarhije in nikakor ne bo naklonjen tej ideji, da bi Nemci zasedli slovensko zemlje. Bojda je nekje tudi izjavil, da Slovenci naj nikar ne paktirajo z Nemci,
Če že s kom, potem z Italijani, ker do Italijanov nikoli Slovenci nismo imeli manj vrednostnega kompleksa. Zdaj to ali je res ali ne, je drugo vprašanje. Dejstvo pa je, da ob začetku vojne leta 1941 slovenski narod ostane brez političnega voditelja. Anton Korošec je bil tako močna politična osebnost, da je zasenčil vse njegove naslednike. Tudi njegov naslednik na čelu Slovenske ljudske stranke, s katerim si danes delita grobnico v Ljubljani, Franc Kulovec, je bil 6. aprila leta 1941 ob napadu nemškega letalstva na Beograd smrtno ranjen oziroma je bil ubit. Tako da tudi tukaj ta kontinuiteta, ki je prišla na njega, je bila prekinjena. In to dejstvo, da je slovenski narod potem ostal, ali pa vsaj en politični del, ki je imel večinsko podporo pred vojno leta 1941 na Slovenskem, je ostal brez močne politične osebnosti, kar je potem pripeljalo do delitve slovenskega naroda in pa do državljanske vojne. In delno to moralno posledico te delitve, ki se je zgodila med drugo svetovno vojno, čutimo žal še danes. Hipoteza takšna ali drugačna, hvala Franc za tole. Vsekakor pa ni hipoteza to, da je bil velik rodoljub, da je bil Slovenec in tudi bržkone lokalpatriot. In ob tele obletnici ste mu namenili tudi v vašem kulturnem društvu za zaščito naravne kulturne dediščine Sveti Jurij ob Ščavnici, seveda neke zadeve. Ne nazadnje pa ste tudi aktivno sodelovali, Univerza v Mariboru je pripravila simpozij dvodnevni o doktorju Antonu Korošcu. Morda čisto na kratko, o čem je tale simpozij govoril oziroma kaj so tam tisti, ki so se ga virtualno lahko udeležili, spoznali novega morda celo. Zdaj bi vseeno malo daljši uvod naredil. Ne? Moramo vedeti, da za časa življenja je dr. Anton Korošec užival zelo velik ugled med Slovenci. Za časa življenja je bil častni občan 322 občin, danes jih nimamo toliko v Sloveniji. Bil je častni občan Ljubljane, Maribora. Leta 1939 je dobil častni doktorat Univerze v Ljubljani. Namreč imel je ogromno zaslug, da je tudi v Ljubljani leta 1919 bila univerza ustanovljena. In potem, po drugi svetovni vojni, v bistvu o Antonu Korošcu ne vemo več nič, oziroma se nič ne dogaja. Nič se skoraj ne govori, nič se ne piše. Zdaj slovenska emigracija o Korošcu veliko piše, pa veliko govori, ampak v sami Jugoslaviji pa zelo malo. Ponovno se nekako lik in osebnost Antona Korošca začne oživljati šele v tem času procesa osamosvojitve, konec 80-ih let. Kot ena posebnost, drugo Majniško deklaracijo leta 1989 je prebral pesnik Tone Pavček. In Tone Pavček je v enem izmed svojih intervjujev povedal, da ko je bil v Ljubljani, v nižjih razredih, mislim, da srednje šole, je bil ministrant in med drugim ministriral tudi Antonu Korošcu. Torej, če smo malo hudomušni, torej prvo Majniško deklaracijo prebere Anton Korošec, drugo pa njegov ministrant. In ta druga Majniška deklaracija je enako pomembna ali pa še bolj pomembna, ker je nekako utirala pot samostojni državi Sloveniji. Zdaj, tukaj pri Svetem Juriju ob Ščavnici smo naredili ogromno za prepoznavnost dr. Antona Korošca. Prvi simpozij, ki je bil organiziran njemu v čast, je bil, ali pa v spomin leta 1991, ko je na njegovi rojstni hiši bila tudi odkrita spominska plošča, katero je odkril starosta slovenske politike Ivan Oman. Potem leta 2006 je na trgu pred Farno cerkvijo bil odkrit doprsni kip Antona Korošca in takrat je bil tukaj organiziran drugi simpozij, v sklopu katerega je bil izdan tudi zbornik. Potem leta 2017, ob 100. obletnici Majniške deklaracije, je tukaj bil organiziran naslednji simpozij, torej sedaj že tretji v našem kraju, z osrednjo in v bistvu edino slavnostno prireditvijo ob 100. obletnici Majniške deklaracije, kjer je bil slavnostni govornik predsednik države, gospod Borut Pahor, medtem ko je pa zahvalno mašo daroval kardinal Franc Rode. In najverjetneje to bil prvi ali pa celo edinstveni primer, ko sta se na istem mestu sestala najvišja cerkvena pa posvetna avtoriteta. In kot zanimivost, na ta dan smo tudi odprli
spominsko sobo v njegovi rojstni hiši in tako kot je Anton Korošec kot učenec osnovne šole ali ministrant v Farni cerkvi dan za dnevom hodil od svoje rojstne hiše do šole mimo župnišča, sta na isti relaciji peš skupaj šla tudi predsednik države in kardinal Franc Rode. In pa tako kot ste rekli, v ponedeljek in torek je potekal tudi dvodnevni znanstveni simpozij, tako imenovani Koroščev simpozij, katerega je organizirala Filozofska fakulteta, oddelek za zgodovino Univerze v Mariboru skupaj z zgodovinskim društvom Franca Kovačiča, kjer je 18 zgodovinarjev, znanstvenikov osvetlilo življenje in delo dr. Antona Korošca, seveda tudi v luči današnjega časa in nekako si prizadevalo oziroma si prizadeva, da bi dr. Antona Korošca prikazali v neki realni luči. Namreč še danes, 80 let po njegovi smrti, so politiki, znanstveniki, zgodovinarji, ki nekako Antona Korošca prikazujejo v nekoliko drugačni luči, mogoče predvsem v duhu tega časa po drugi svetovni vojni. Zdaj, mogoče malo, da karikiram, tako kot je leta 1940 Anton Korošec umrl v Beogradu, njegove posmrtne ostanke so najprej z krsto postavili v dvorani senata, potem z vlakom peljali v Ljubljano, ga pokopali na Ljubljanskem navju. Njegov pogreb je najverjetneje najveličastnejši pogreb v zgodovini slovenskega naroda, katerega se je udeležilo več kot 40.000 ljudi ob spremstvu političnega, vojaškega, cerkvenega pa še kakšnega vrha. Se je 40 let kasneje zgodilo obratno. Tito, Josip Broz, je umrl v ljubljanskem kliničnem centru, njegove posmrtne ostanke so potem peljali z vlakom v Beogradu, kjer so ga potem pokopali v hiši Cvetje in velja za enega največjih pogrebov, v bistvu največji pogreb na tleh bivše Jugoslavije. Torej, Anton Korošec, graditelj prve Jugoslavije, Josip Broz Tito, graditelj druge Jugoslavije, oba Slovenca, Tito po materi. 20 let je bilo med njima razlike v starosti. Korošec rojen leta 1872, Tito rojen leta 1892, s tem, da je Tito Korošca preživel 20 let. Tako da, pa tudi Tito je danes človek, ki tudi v slovenske javnosti po eni strani združuje, po drugi strani pa še vedno deli mnenja ljudi. Če smem še za zaključek dodati, če ne bi bilo dr. Antona Korošca, njegovega vpliva, njegovega pomembnega političnega položaja na Dunaju, v Zagrebu, v Beogradu, potem bi najverjetneje zelo težko Rudolf Maister s svojimi prostovoljci leta 1918 in 19 branil slovensko narodno zemljo na Štajerskem, potem je zelo težko Franc Kovačič in Matija Slavič branila slovenske meje na Pariški mirovni konferenci in potem bi najverjetneje zelo težko se danes midva tukaj pogovarjala v slovenskem jeziku oziroma o takšni zgodovini slovenskega naroda, kot je. Hvala lepa. Jaz verjamem, Franci Čuš, da tale najin pogovor o velikem Slovencu, o velikem, bomo rekla, Prleku tudi ali pa tem z dežele ob Muri, rojen Biserjana, kot sem uvodoma povedal, v občini Sveti Rupščavnici, kjer imate veliko velikih mož, bom rekel, velikih Slovencev, da je tale pogovor samo razsvetljiv vse tisto, kar nismo vedeli. Hvala vam za tole razlago, ne nazadnje, s tem tudi obujamo spomin na velike Slovence in cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Tole je bilo za danes v oddaji Aktualno. Verjamem, da ste z zanimanjem spremljali profesorja zgodovine Franca Čuša, ki vam je veliko tega povedal, veliko tudi tega, kar še do sedaj niste vedeli, o doktorju Antonu Korošcu, velikemu Slovencu. Do prihodnjič, srečno in vse dobro.